А ви поєте сам, я сам чисто мало помагала, tako da kar na glas. Redo? Dekle razpostaje, kak si ti razvajeno. Čakaj ti, nek se vrnimo do leta tri. Čakaj ti. Stop.
zdaj pa non. Evo, gremo. 3, 4. smo vam pa zimo prišli odgnat. Kako fajn! Zima, huda zima je bila. Ker pa smo jo prišli pregnat. Mi smo kurenti, a vi veste, odkot prihajajo kurenti? Bravo, iz Ptuja oziroma iz Ptujskega polja prihajamo. Kurenti pridemo ven takrat, ko je konec svečenice in skačemo vse do pokopa pusta. To je letos od 3. februarja pa vse tja do 10. Kjer dan je pa jutri, ko je sobota? In je pustna, kaj? Pustna sobota je, ja? Mi smo prinesli še eno obleko, da vam bomo pokazali, da so kurenti čisto navadni ljudje, da se jih ni potrebno nič bati in bomo danes eno kurentko oblekli.
A ste za, da vam pokažemo? Ja! Mogoče kje kaka kaja? Poglej, koliko je korajžna. Evo, Kaja bo danes drugič imela obleko od kurenta gor. Tule bo naš pokač, ki je naznanil, da mi prihajamo, ko ste slišali, da je nekaj pokalo, je naznanil in bo zdaj pokazal, kako se kurenta obleče. To, kar 3 Jure deva gor na nogice Kaji, to so gamaše. Rdeče barve gamaše. Nazaj. Nazaj stopite. Tule smo. Vam je pokal tej napravi za pokanje, se reče pa gajžla po domače. Ja, in je narejena iz konopljine vrvi in takrat, ko poči, najbolj se prelomi in takrat prebije zvočni zid. Vem, da zdaj še ne veste, kaj to pomeni, ampak potem, ko boste pri fiziki izvedli, kaj pomeni prebiti zvočni zid, boste vedeli, da za vrtenje takšne gajžle res potrebuješ najprej spretnost, potem pa tudi veliko moči. Zdaj pa mi vam lahko še enkrat si damo gor larve. A se nas kdo boji? Tiste čist najmanjše smo noter pustili. Sam skozi okno gledajo. Če pa imate še kakšno vprašanje, bomo z veseljem vam še kaj povedali. A lahko naše punce podarijo robčke? O, z največjim veseljem. No, pojdite. Vrte zavezi. No, boste zavezale. Pa ne vse enemu, vse nas je več. Inter se razdelte. O, hvala. Lej, še tamle zadaj so punce. Lej. Kaj pojdite, vsaka eno. Treba pa skupaj, prav? Bogajček pa zavez. Amen, zdaj. O, hvala lepa. Za ta konček. Lahka, lahka. Hvala. Ti pidi naprej. Lej, pojdi še tule, lej, tale še ima. Lej, tule pojdi. Lej, tule pa. Aha, tamo je. Pogleda gor. Ja, ne, ošek ste se. Bomo zdaj le dali masko dol. A ne? Da bojo še malo pozvonili.
Primi ga tako. Tega primi. Olega primi. Aha, bomo polko, bomo maske dali dol. V redu. Pa boš ti še šla zraven. Kaj drži? Zdaj, kaj boste lahko dali? Iz Prekmurja, Štajerske, Dolenjske, Koroške, Gorenjske, Trst, Istra, iz cele Slovenije. Najprej bom se vam jaz predstavila. Vsaka punca ima oblečeno tako imenovano untro. Ta untra je poštirkano blago in to zaradi tega pač mi zdaj odnosimo, ker so nekoč bile punce bolj široke v bokih. To so bile zaradi tega, da so lažje rojevale. Danes pa samo, da uprizorimo, kako so nekoč izgledali. Imamo oblečeno belo krilo, belo srajčko in bel predpasnik. Pravijo, da bi naj bilo zato belo, ker prihajam iz Bele krajine in so tam je veliko brez bilo. In breze so bele barve, tako zato tudi je kostum bele barve. Rdečo barvo pa so kome potem začeli dodajati na nošo. Punce, kot vidite, imamo vse punce, no Rebeka nima, skoraj vse punce imamo vedno nek šopek ali nageljček ali nekaj, ali tukaj za pasom ali pa tukaj notri. To so punce nosile zaradi, namesto parfuma. Danes se pač ženske naparfumiramo, takrat pa so nosile pač rožo, zato da je dišalo. Na glavi imam pečo in to je iz moje pokrajine vse. Moški kostum iz Bele krajine pa izgleda tudi čisto bel je in samo lajbič ima oblečen. Imam pa za razliko od njiju obute nizke čevlje. Jedvi imata nizke čevlje in bele gladke nogavice. Katja pa prihaja iz Štajerske in se bo tudi sama predstavila. Ja, mislim, ker prihajava iz iste pokrajine. Kaj mislite? Vidite, sem tule, da sem Kaj mislite, iz katere pokrajine pa mi pa prihajava? Kje so nosili včasih takšno nošo? Štajerska, tako je, okolica Maribora, torej to je dravska, mariborska noša. Kot vidite, imam tudi jaz, imam untro, pa potem gladke bele nogavice in pa pončuke. To so višji škorenci. Potem imam krilo in pa predpasnik, pa tudi šopek, tako kot smo že povedali. Na glavi imam ruto, svileno ruto, zavezano. Kaj mislite, kakšna noša je to? Je to kmečka noša ali je bolj meščanska, bolj bogata ali revna? Kaj se vam zdi? Meščanska. Ja, to je bolj bogata noša, to so nosili v mestih, ko so hodili k maši, na kakve praznike. Torej bolj bogata noša, ja, tako. Ja, moška noša je pa sestavljena iz klobuka, srajco belo nosi fant, na njem brezrokavnik, hlače in pa čevlje, ki so segajo preko glede. To ni nekaj posebnega, tako so včasih hodili v šolo, fantje oblečeni. Si predstavljate, da bi danes fantje prišli takšnim šolo? Ali pa punce tako kot me oblečene, no? Vsi bi bili enako oblečeni, mogoče samo drugačne barve lajbič ali pa drugačne barve krilo, no? Bilo bi zelo zanimivo, ne? Zdaj pa še bom jaz predstavila svojo nošo. Moja noša pa je iz pokrajine, ki se imenuje Zilja. To
je pokrajina ob meji z Italijo, zato je tudi povsem drugačna od njunih nož. Moja je krajša, imam enake čevlje kot Katja, pončuhe, imam visoke bunkaste nogavice, potem imam tudi spodnje krilo, ki se imenuje untra, kot smo že slišali, in potem obleko. Potem preko obleke je še predpasnik, srajca, nad srajco in nad obleko je pa ruta za okrasitev, da lepše izgleda, da nimaš samo navadne srajce. No, ob ruti lahko vidite je broška, imam tudi še ogrlico, rdečo, na glavi pa imam pintul. To s tem so se okrasile, pintul. No. Gospod, gospa, ples prihaja iz Prekmurja.